Lep pozdrav vsem zbranim. Mirno lahko rečemo, da smo tu zbrani tisti, ki predstavljamo ljudi in družine, ki živijo od svojih rok, od svojega dela, in da se enostavno ne strinjamo s tem, kar počne Vlada Republike Slovenije, kar je včeraj tudi potrdil Državni zbor z večino v Državnem zboru glede nujnega postopka davka na nepremičnine, in da smo zbrani zato, da pripravimo organiziran državljanski protest proti takšnemu načinu dela vlade in pa proti tem rešitvam, ki so predlagane v zakonu o nepremičninah. Zagotovo ste tudi že sami v tem času slišali določene argumente, kolegi bodo še v nadaljevanju predstavili. Zagotovo pa je zakon takšen, da postavlja celo vrsto nepravičnih rešitev in na rob preživetja postavlja marsikoga v slovenski družbi in ta bremena, ki so bremena tega časa, nesorazmerno razporeja v posamezne skupine in tisti, ki smo ves čas na glas opozarjali, da tudi te organizacije, ki se ukvarjajo predvsem z delom in živijo od tega dela, imajo potegnijo v tej zgodbi najkrajši konec. Med nami so tudi predstavniki občine. Veseli me, da si je ta seznam tisti, ki temu gibanju pristopajo širi, in zato mi dovolite, da predstavim pobudnike peticije, ki jo bomo v naslednjem tednu, se pravi od ponedeljka 4.11.2014 do ponedeljka 11.11. zbirali širom po Sloveniji in temu primerno tudi organizirali določene mesta za zbiranje, kakor tudi javne tribune. Podpisniki smo po vrsti navedeni tako Franc Bogovič, predsednik Slovenske ljudske stranke, naslednji Branko Meh, predsednik upravnega odbora pri Obrtni zbornici Slovenije, potem Roman Žvegič, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, dr. Stane Klemenčič, predsednik Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki, Cveto Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Robert Smrdel, predsednik Združenja občin Slovenije, dr. Ivan Žagar, predsednik Skupnosti občine Slovenije, gospod Franci Rokavec, predsednik Iniciativnega odbora Župan Litije, dr. Mitja Štular, Civilna družba za pravično Slovenijo, in danes so se nam prisotni tudi, poleg nas so se pridružili še predstavnik Sindikata upokojencev Slovenije in pa tudi gospod Kovšca kot predsednik nove obrtniške stranke. To je teh 13 podpisnikov, ki smo podpisani. Prepričani smo, da je ta seznam bo v naslednjih dneh še širši. Nekateri, ki tudi soglašajo s to peticijo, želijo še v svojih organih asociacij, katere predstavljajo še v naslednjih dneh, dobiti tudi formalna potrdila. Samo peticijo pa bo v nadaljevanju predstavil gospod predsednik upravnega odbora. Najlepša hvala, gospod Meh, pa dovolim, da kar oziroma prosim. Sam trenutek še. Ja?